Lepo pozdravljeni v rubriki Znano o neznanem. Je na našem planetu še kakšno mesto, o katerem ne vemo skorajda nič? Seveda je. O oceanskem dnu, zlasti tistem več tisoč metrov globoko podmorsko gladino, še vedno vemo manj kot o našem planetarnem sosedu Marsu, da o Luni sploh ne govorimo. To veliko vrzel v poznavanju našega planeta naj bi pomagala zapolniti tudi pravkar potekajoča velika znanstvena ekspedicija v enega najglobljih in najbolj hladnih predelov na oceanskem dnu na našem planetu. Gre za ekspedicijo HAD, v kateri že od sredine aprila dalje 33-članska ekipa znanstvenikov in tehnikov iz 7 raziskovalnih inštitutov proučuje, kaj se dogaja v enem od najglobljih in najbolj hladnih podmorskih jarkov na našem planetu, v Kermadeškem jarku. Nahaja se v globini Tihega oceana, 10.047 metrov globoko, severozahodno od Nove Zelandije. Ker se vanj stekajo vodni tokovi z območja Antarktike, je ta podvodna soteska eden najbolj hladnih oceanskih jarkov na našem planetu. Ta drugi najgloblji jarek na oceanskem dnu na našem planetu je nastal zaradi tako imenovanega spodrivanja, to je geofizikalnega procesa, v katerem je indoavstralska tektonska plošča spodrinila in potisnila podse pacifiško tektonsko ploščo. Kot poroča pokrovitelj te ekspedicije, Ameriška nacionalna znanstvena fundacija, bo raziskovalna skupina s pomočjo daljinsko vodenih plovil Nereus, ki so jih prav v raziskovalne namene razvili pod okriljem znanstvene fundacije in Huddles Lander, razvitih na škotski univerzi v Aberdeenu, v globinah Kermadeškega jarka zbirala DNK in hkrati raziskovala, kakšen habitat se nahaja v teh globinah. O njem znanstveniki danes ne vedo, kaj prida, so pa predhodna raziskovanja s kamerami in daljinsko upravljenimi sondami, ki so segle do 6000 metrov podmorsko gladino, postregle s posnetki organizmov nenavadnega videza. Kako živijo, s čim se prehranjujejo, kakšne so njihove lastnosti, naj bi izvedeli na osnovi podatkov zbranih v tej ekspediciji. O življenju v globokih oceanskih jarkih ne vemo tako rekoč nič, priznava Tim Schenk, eden od članov ekspedicije, sicer pa biolog na Oceanografskem inštitutu Woods Hole. Vedo pa, da morajo biti ti organizmi, ki pod ogromnim pritiskom in brez svetlobe preživijo in uspevajo v globokomorskih jarkih, nekaj prav posebnega. Preživijo najbrž tako, da žrejo drug drugega ali pa tisto redko organsko snov, ki prodre v te globine, domnevajo raziskovalci. Lahko pa, da gre tudi za povsem nove načine prehranjevanja in obstajanja. Prav ta možnost raziskovalce zelo zanima. Velik izziv nam je ugotoviti, ali življenje v teh globokih oceanskih jarkih morda poteka po drugačnih evolucijskih poteh, je v sporočilu za novinarje poudaril Tim Schenk. Ekspedicija bo trajala 40 dni. V naslednjih 3 letih jo bodo še enkrat ponovili. Raziskovalci bodo svoje delo sproti beležili na posebni spletni strani, ki jo bodo oblikovali na krovu ladje, od koder bodo kamere in plovila spuščali v globino. Kaj bodo tam iskali? Predvsem želijo ugotoviti, kakšen živelj se skriva v hladnih globinah Kermadeškega jarka, kako pester je in množičen in kako uspe preživeti v tako ekstremnih razmerah večne teme in silnega pritiska. Zanima jih, kako sta organski ogljik in bakterijska biomasa razporejena v okolju globokomorskega jarka na različnih globinah in kako utegneta biti vir hrane za večje globokomorske organizme. Nadalje, kakšne združbe organizmov živijo na določenih globinah, pa tudi kakšno vlogo imajo različne topografske značilnosti morskega dna v pestrosti življenja na oceanskem dnu. Gre za podmorske jarke ravnine različnih globin. S tem želijo ugotoviti, kakšne so vzajemne povezave med različnimi oceanskimi globinami in dosegljivostjo hrane ter stopnjo metabolizma in dihanja organizmov v jarku. Upajo tudi, da jim bo raziskovanje globin Kermadeškega jarka pokazalo, kakšna je bila evolucijska pot organizmov, ki zmorejo preživeti v tolikšni globini. Prve rezultate bomo dobili že kmalu po zaključku ekspedicije v dneh po 20. maju.